Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Danes imamo prav posebno gostjo. Z velikim veseljem, dolgo smo čakali, pozdravljam Anjo Regent. Anja, lep pozdrav. Pozdravljen, Anže. Danes se bomo pogovarjala o teniškem festivalu. Že 30 let si v tenisu, no, teniški festival pa je nekako zadnjih 10 let. Kako bi ga ti opisala? Teniški festival se je razvijal in pričel tako zelo zanimivo, ne. Najprej je bila predvsem to ideja, da čim več teniških igralcev, igralk mladih, ne, spravimo na morje, recimo temu, oziroma v ta prekrasen teniški center ŠRC Marina Portorož, a ne, ker nam njihove to količina igrišč, okolje in vse to je res za izpeljavo ene velike take prireditve, ki zahteva, mislim, kamor pride veliko otrok, a ne, in mladine teniške, je to res idealni, so tam pogoji. Pa smo začeli s kategorijami 14, pa nekaj časa 16, pa v začetku so podporniki oziroma organizatorji teh turnirjev avgustovskih v Portorožu bili lokalni teniški klubi, nakar se je pa zadeva res lepo prijela in se začela odvijati v takem obsegu, kakor je sedaj, ko je vso to organizacijo oziroma krovno vodstvo, a ne, prevzela Teniška zveza Slovenije oziroma Tenis Slovenije in s tem ta nivo tega tekmovanja oziroma festivala spravila še malo više. In pa seveda pripomogla k temu z organizacijo sočasnih dogodkov, to pomeni, prej je bil ta Challenger, letos bodo UTR turnirji, da ne pozabimo VTA, tako kot se je vse skupaj že pred leti začelo. In tukaj smo zdaj, kjer smo, na taki res festival v obliki festivala kot takega. Ja, in v vseh teh letih so nastopali in nastopale vse te igralke in vsi te igralci, ki so zdaj med najboljšimi na svetu, kaj ne? Ja, tako je. V Portorožu smo vedno od začetka že spremljali vse te naše. Bor Artnak je bil naš stalni gost, da ne govorimo Sebastian Dominko, to so zdaj te naši Maj Premzl in tako naprej, res dobri mladinci, ki se prebijajo gor. Dekleta pa pravzaprav vsa, a ne, od vseh, ki so trenutno res vroče, a ne, tako. Dejala sva, da si že 30 let v slovenskem tenisu. Kaj si opazila morda v zadnjem desetletju? Se številke izboljšujejo, je vedno več teniških otrok? No, to je spet eno izmed zanimivih vprašanj, ne. Številke so bile v preteklih letih že večje, sploh zlasti v teh mlajših kategorijah, na primer govorimo o tem 8 do 11, mini, midi, tenis 10, tenis 11, tukaj je bila številka nastopajočih otrok nekaj let nazaj celo večja, kot je sedaj. Je pa zanimiva neki trend, očitno se nam to pozna od recimo 5-8 let nazaj, a ne, ko je bila ta masa otrok od 8 do 11, ki so bili toliko stari, so zdaj na 16, 18 in moram pohvaliti te kategorije 14, 16, 18 so v zadnjem obdobju, sploh v zadnjih parih letih res masovno obiskane in kategorija 16 let, ki še 10 let nazaj smo še razmišljali, kaj in kako jo bomo razdelili, moramo sedaj vedeti, da pri dečkih imamo celo A in B, ker je vse skupaj šlo v preveliko število, tako da tudi kategorija do 18 let je polna in nenazadnje tudi članski turnirji se v zadnjem času kar lepo polnijo. Tako da ni mislim, da v našem okvirju in v naši mali Sloveniji je ta številka zadovoljujoča, je pa res, da igralci v teniških klubih se pa vedno težje odločajo za tekmovalni pogon. To pa je opazno, ker številka teniških mladih nadobudnežev je v klubih
po Ljubljani, kakor vem, pa tudi po drugih mestih, glede na to, ko se s kolegi klubskimi pogovarjamo, je ta številka velika in spodbudna. Na samo tekmovanje se pa mogoče odzivajo v zadnjem času malo manj. Je mogoče preveč stresno ali pa, ne vem, bomo videli, počakajmo. Ja, bomo videli, torej še nekaj dela za prihodnost. Lani, če se ne motim, je bilo vsega skupaj okoli 600 tekmovalcev, lahko pričakujemo letos kaj podobnega, torej morda kaj lahko pričakujemo letos, kdaj se začne, kdaj se končna, 9 kategorij, mislim, da je, kako je? Letos je, v bistvu nam je lani, ta številka seveda drži, 600, 700, celo mogoče malo več. Število tekem smo podvojili, ker smo lani prvič uvedli oziroma dodali poleg tekmovanja posameznikov tudi v vseh kategorijah tekmovanje v dvojicah, ki je bilo zelo, zelo dobro obiskano. To je presenetilo vse in organizatorje, mene in seveda potem smo mogli infrastrukturo in vse skupaj zelo, sam program je bil zelo natrpan, pa morda za marsikaterega tekmovalca v tej vročini prenaporen in mogoče tudi celo, v bistvu je bila to kar mala šibka točka, zato smo se letos odločili, da se vse skupaj raztegne še malo. Na sam teniški festival se bo pričel 9. avgusta, s ponedeljkom pričnemo z round robinom za najmlajše do 12 let dečki in konča se vse skupaj 29. avgusta. Torej, teniški festival se iz prvotnih 14 dni lanskega leta oziroma 15-16 letos podaljša kar na 20 dni. To pomeni, da bo za vsako kategorijo smo planirali tudi dan daljši, en dan daljšo tekmovanje, to pomeni, ne bomo probali, ne vem, ene kategorije stlačiti v 3 dni, ampak bomo tekme oziroma cel turnir se bo odvijal po kategoriji 4 do 5 dni. Glih zaradi tega, da tudi igralci, ki igrajo dvojice, da ne bojo v bistvu prezgoreni, to je v portoroškem soncu, je treba mogoče tudi malo na to pomisliti, Ja, torej bodo starši še malce dlje na morju, bi lahko rekli, kako pa oni vse dojemajo, kaj praviš, vse imaš pod kontrolo tudi pri starših? No, starši so seveda nujno prisotni, da ne bomo kako drugače tole obrnili. Definitivno plan je narejen, v koledarju je jasno napisano po dnevih od do, tako da upam, da večinoma so si že vsi zbukirali oziroma rezervirali svoje bivanje, v kolikor še to niso naredili. Lahko pa malo razčleniva, round robin do 12 let se bo začel 9. avgusta z dečki, torej ponedeljek, deklice v torek, potem sledi kategorija 16 let, ki je razpotegnjena tudi na 4-5 dni, v sredini prvega tedna. Potem nadaljujemo z 12-letniki, mislim, da četrtek, petek bomo z 12-letniki nadaljevali ta finalni del. Tudi gremo tja do ponedeljka, tako da bo tudi za vse te, ki bodo igrali dvojice, pač, da bo dovolj pavze za vse. Mislim, prav zelo tekmovati bo treba tudi v vročini, seveda, ampak je to bila naša ideja. Potem, ko končamo iz 16. z turnirjem do 16 let, sledijo še v drugem tednu sledi tekmovanje za dečke in deklice do 14 let. Potem seveda ne pozabimo, 21. 22. avgust je velik dan za najmlajše, velik vikend za najmlajše, 8 do 11 let, mini, midi, tenis 10, tenis 11 in v zadnjem tednu tja do 29. se bodo pomerili tudi 18-letniki, tako. Pa še nekaj sem pozabila,
Anže, to ti morda veš še celo bolje, nedelja 15. avgusta, a ne, se nam bodo pridružili tudi, kako? Seniorsi. Tako, in se bodo pomerili na državnem prvenstvu v dvojicah. Pa omeniva še ta dva UTR turnirja, ne, in mislim, da bo zelo, zelo zanimivo v Portorožu. Tako, ja. Ja, uspešno delo ti želim, Anja, in verjamem, da bo vse tako, kot mora biti in da bodo otroci, predvsem otroci, uživali. Anže, hvala lepa.